Pametni telefon je v kombinaciji z dostopom do interneta močno komunikacijsko orožje. Potrebno je vedeti, da poleg vseh prednosti, ki nam jih prinaša pametni telefon, obstajajo tukaj tudi neke pasti in neke stvari, na katere je treba biti pozoren. In tukaj bova z Ano na predavanju probala opozoriti vse uporabnike na to, kaj se lahko zgodi, če na internet objavimo vsebino z našimi slikami in kaj se lahko zgodi, če objavimo slike nekoga drugega. Vljudno vabljeni. Živjo. Midva bova kratka in jedrnata, ker kot se za zadnjo prezentacijo spodobi. Skratka, vsi vemo, mobilni telefoni so postali nepogrešljiv pripomoček tako mladih kot odraslih. Brez njega si praktično noben več ne zna predstavljati življenja, sploh pa ne mladi. Dejansko so pametni telefoni postali osebni računalniki, ki ga lahko vtaknemo v žep, v torbico in ga imamo kadarkoli pri sebi. Mladi dejansko telefone uporabljajo za vse, za komunikacijo, za snemanje, za slikanje, skratka, telefoni so postali njihovo glavno komunikacijsko orodje, pri čemer jim seveda pomagajo aplikacije Snapchat, Instagram, Facebook. Za vse to, da jim to deluje, pa seveda potrebujejo povezljivost v internet in internet pa, kot smo danes že večkrat, so kolegi danes že večkrat povedali, internet pa predstavlja marsikatero past, na katero marsikdo od nas sploh ne pomisli. Ne mladi, ne odrasli, skratka, to lahko predstavlja velik problem. Zato sva z Lano v bistvu danes pripravila predstavitev v dveh delih. Eno je, kako mobilne telefone uporabljamo sami, se pravi svoje slike, svoje vsebine, kje se nahajamo in kje lahko naletimo na nevarnosti v tem primeru in v primeru, kaj se lahko zgodi, če objavljamo slike in vsebine nekoga drugega, kakšne so lahko posledice. Tako da, Lan, izvoli ti kar. Hvala. Predajam besedo. Lep pozdrav še z moje strani. Dejansko bom na začetku ponovil nekaj dejstev, ki ste jih verjetno že čez dan spoznali. In sicer en podatek glede mobilnih telefonov v Sloveniji. Penetracija mobilnih telefonov v Sloveniji je trenutno nekje na 110–115%, kar pomeni, da ima povprečno vsak Slovenec en telefon, pa še nekaj, oziroma da jih ima veliko tudi dva. Ko govorimo o mladih, osnovnošolci do 12. leta v Sloveniji, 64% teh ima mobilni telefon. Če gledamo potem starejše, če gledamo do 18. leta, jaz mislim, da je ta procent blizu 100, oziroma mislim, da je po naših podatkih 99%. Večina teh telefonov je pametnih in te smo se usmerili v današnji prezentaciji. To je en zanimiv oglas iz ameriškega Radio Shacka. Radio Shack je ameriški retailer, ki ga lahko pri nas primerjamo z Big Bangom. To je oglas iz leta 1990. In sicer takrat so predstavili najbolj vroče novosti na področju zabavne elektronike. Če danes to pogledamo, v bistvu vse skupaj lahko stlačimo v pametni telefon. In sicer danes pametni telefon uporabljamo tudi za klicanje in pošiljanje SMS-ov, sta pa te dve stvari, mislim, da nista ne sekundarni pa terciarni funkcionalnosti na telefonu, ampak uporabljamo navigacijo, pa komuniciramo z ostalimi preko, ne samo preko govora, ampak preko nekih besedilnih sporočil. Pa brskamo po internetu, pa imamo poslovno pisarno, pa imamo za diktafon, pa za kamero, pa za multimedijsko galerijo. In to so ene stvari, ki jih danes mladi zelo spretno uporabljajo. Mi lahko rečemo danes, da je pametni telefon, Nokia je temu rekla, temu segmentu, ki ga je, dajmo reči, uvedla na 10 let nazaj, multimedia kompjuter. Danes govorimo o računalniku, ki ga imamo v žepu. In tega se je potrebno zavedati. Zakaj? Zato, ker mobilni telefon, ne smemo ga podcenjevati, treba je paziti na varnost, prenaša kar nekaj pasti. Gonilo pametnega telefona je internet. In če nimamo interneta, si danes s telefonom, vsaj mladi si težko kaj z njim pomagajo. Zakaj? Zato, ker tisto, kar oni uporabljajo, so aplikacije. Katere aplikacije? Tukaj je naštetih nekaj tistih, ki so jim ali pa ki so nam najbolj zanimive.
Najbolj poznan je Facebook v Sloveniji, ga po zadnjih podatkih uporablja 800 000 ljudi. Zelo priljubljen med mladimi je tudi Instagram, ki ga uporablja 75 000 ljudi za nalaganje oziroma za nalaganje slik. Potem je pa tukaj Snapchat. Snapchat smo danes nekajkrat omenili, verjamem, da ga poznate, ampak za mlade je to trenutno najbolj aktualno družbeno omrežje. Zakaj? Zato, ker preprosto stvari izginejo. Se pravi, jaz pošljem nekomu eno sliko, ali je to normalna slika, ali je to stvar, za katero ne želim, da se potem shrani, pa potem nastavim uporabniku oziroma prejemniku na drugi strani, koliko časa želim, da jo vidi, recimo, da je to 3 sekunde, zato ker je to Ana v neki kočljivi pozi, v 3 sekundah zgine. Ne pomeni, da zgine. Dejansko ta stvar verjetno nekje v medmrežju ostane, še vedno pa obstaja možnost, da je prejemnik ali prejemniki na drugi strani, da so naredili screenshot te slike in stvar lahko postane zelo nerodna, če gre naprej do ostalih prejemnikov, za katere to ne želimo. Tle še nekaj podatkov o uporabi družabnih omrežij po svetu. Recimo med mladimi v Angliji je Snapchat toliko popularen, da promet, ki poteka v tej aplikaciji, generira kar 75% vseh prenesenih podatkov. Pomeni, mladi so se danes, otroci so se danes umaknili s prvih platform družbenih omrežij na novejše. Zakaj? Zato, ker smo tam mi starejši, so tam njihovi starši, so tam učitelji in ravnatelji, ki te stvari vidijo in to pač ni zanimivo. Zdaj mi je trenutno zanimiv Snapchat. Drug podatek je recimo, da 90% uporabnikov do Facebooka dostopa preko svojega mobilnega telefona. Se pravi, vsi imamo Facebook v žepu in kjerkoli smo, se lahko slikamo, objavimo sliko, se lahko pofočkamo na neki lokaciji in prijateljem povemo, kje smo, kaj počnemo, s kom smo. Pa še en podatek o Instagramu. Instagram je v tem trenutku ena izmed v bistvu najhitreje rastočih socialnih omrežij. Ni pa nujno, da to pomeni, da to prinaša neke prednosti. Legendarni film Home Alone, star letos 25 let, prikazuje mladega Kevina med krašenjem drevesa. Poznate zgodbo, zasledovala sta ga Harry pa še ta drug, Wet Bandit, Sticky Bandits, sta ga zasledovala in potem oropala hišo. Danes zaradi moderne tehnologije prihaja do podobnih situacij, ampak v bistvu smo mi tisti, ki damo nepridipravom možnost in jim povemo, glejte, ni me doma, ne bo me doma 3 tedne, šel sem na dopust, praktično jih povabimo v naš dom. In to je recimo, v Angliji so imeli kar nekaj teh primerov, za nas tega še nisem slišal. Se pravi, nekdo je napisal, z družino gremo za 3 tedne na morje, dodal svojo lokacijo, če imaš odklenjen profil na Facebooku, na Instagramu, do teh podatkov ni težko priti. Imeli smo primer, potem Instagram, cyberbullying, ko so uporabniki naredili eni gospodični fake profil, pobrali so ji slike in so jo začeli nadlegovati, pisati poste v njenem imenu na Instagramu. Mladi so to zagrabili in zgodba se je končala potem na policiji in pa tudi en primer na Snapchatu, ki je eden od sošolcev slikal gospodično, napisal po slovensko, bomo rekli lepo, debeluška, poslal to svojim prijateljem. Stvar je šla tako, da so začeli sošolci delati screenshote, objavili na Facebook in je stvar ušla nadzoru. Tako da so stvari, ki nimajo nekega slabega namena, neke platforme, ki nimajo slabega namena, zadaj je zelo lepa zgodba, ampak obstajajo tudi načini, kako te stvari zlorabiti in jih prikazati oziroma jih zlorabiti tako.
Marsikdaj se v tej zgodbi, ste videli, vmešajo tudi starši in ponavadi potem naredijo še dodatne probleme, česar se ponavadi niti ne zavedajo. Dejstvo je, tukaj manjka en del teksta v naslovu, kar objaviš na družbenih medijih, ne ostane samo na družbenih medijih. To upam, da se zavedamo vsi, upam, da se zavedajo tega tudi mladi, čeprav se mi zdi, da na trenutke premalo. Tukaj se mogoče bolj nanaša na primer zaposlenih, se pravi učiteljev, oziroma ne glede na to, kje smo zaposleni, karkoli objavimo na družabnih omrežjih, moramo vedeti, da lahko prebere načeloma kdorkoli. Če naš šef ni naš kolega, še ne pomeni, da tega ne more šef dobiti na kakršenkoli način. Tako da tukaj smo brali par takih primerov, kjer je večina ljudi govorila čez svoje šefe in so rekli, moj šef je za nič, ne da se mi danes delati. In v veliki večini primerov se ta situacija ni dobro končala. Marsikdaj mislimo, da je nekaj smešno, pa da je nekaj zabavno, pa da v bistvu sploh ni tako slaba stvar, ampak tukaj velja princip ne naredi tistega, drugemu tistega, kar ne želiš, da bi nekdo naredil tebi. Tako da karkoli objavijo mladi na družabnih omrežjih, jim je treba jasno dati vedeti, da naj pomislijo na to, kako bo to sprejeto strani drugih ljudi. Družabna omrežja so v bistvu marsikdaj že dala lep dokaz, da včasih mislimo, da je nekaj okej in se potem to razvije v neko dramo, ki je sploh noben od nas ni pričakoval. Mladi se tega definitivno premalo zavedajo, tako da se mi zdi, da je treba tukaj narediti še kar precej nekega ozaveščanja, pa še takrat zna biti, da bo prihajalo do nekih situacij, zato ker splet omogoča praktično vse. Še zadnji primer v bistvu, kaj je problem mladine, predvsem mladine. Odrasli mislim, da se zaenkrat večinoma držimo še malo nazaj. Dejstvo pa je, da mladi, kot je tukaj ta statement, it's a photo of you, but it's still all about me. Torej, tudi če mi objavimo sliko nekoga drugega, sploh ni point ta druga oseba, ampak smo mi. Mi smo tisti, ki iščemo potrditev, da smo objavili nekaj zabavnega, nekaj smešnega, nekaj, kar bo lajkano, kar bo oboževano in kar bo komunicirano in da boš ti v bistvu na nek način, ko si to objavil, center pozornosti. Kaj se danes dogaja sploh med mladimi? Če objavijo svoj selfie, v redu, načeloma ponavadi ni problem. Če se ljudje potem smejijo njim, načeloma ni problem. Večji problem nastane, ko objavljajo sliko nekoga drugega in te ljudje potem nasrkajo po domače. Kolega malo prej je povedal ta primer ravnatelja, ki je v bistvu eden najbolj tipičnih situacij, ki se dogajajo sploh med mladimi, ker se enostavno ne zavedajo, kaj se zgodi, ko objavijo nekoga drugega v kočljivem položaju. Tudi približno si najbrž ta oseba, ki je to objavila na YouTubu, ni predstavljala, kaj se bo s situacijo zgodilo. Ampak dejstvo pa je, da na družabnih omrežjih nikoli ne moremo vedeti, katera je tista situacija, ki bo pri javnosti izvala teror oziroma kakršnokoli grozo. Primer eden izmed je tudi na tem slajdu, ta srednji, kjer je v bistvu bila ena gospodična na predavanju, ni bila zadovoljna s komentarjev gospodičev v ozadju, mislim, da sta povedala en vic, ki je bil malo seksističen, v glavnem ona ju je slikala, objavila na svojem Twitter profilu in si najbrž niti približno ni predstavljala, da se bo to razvilo v neko blazno dramo, v kateri sta službo izgubila ona dva in potem na koncu tudi ona, zato ker javnost je najprej napadla njiju, potem pa, ko so vsi napadli njiju, so njuni prijatelji napadli njo, skratka, stvar se je obrnila v smeri, v katere si najbrž niti približno ni predstavljala, da se bo zgodilo. Tako da ena izmed stvari je definitivno, kadarkoli objavljamo vsebine nekoga drugega in to morajo se mladi zavedati, da ni ravno najbolj pametno in s tem lahko v bistvu tudi spreminjamo in vplivamo na življenja drugih ljudi, česar si pa sigurno ne želimo, ker to vpliva na nas v veliki meri. Večino primerov, v glavnem, kar sva jih imela, so kolegi danes že povedali, tako da jaz mislim, da nima smisla, da se na njih še ustavljamo. To je v bistvu še povzetek, večino stvari ste danes že videli. Skratka, definitivno je treba paziti, da objavimo svoje, objavimo od koga drugega, nima veze, moramo vedeti, moramo vsaj približno si probati predstavljati,
kako bo to izgledalo, ko bo nekdo to prebral, kako bi se mi odzvali, ko bi mi to prebrali. Potem je ena optimistična, ko objavljaš nekaj drugega, vedno vprašaj za dovoljenje, to vsi vemo, da danes se nam zdi čisto samoumevno. Če se nekaj zgodi, vsi slikajo in snemajo, namesto da bi recimo ali preskočili na pomoč, ne vem, nekdo se zgrudi, pa vsi začnejo slikati in snemati, namesto da bi šli pomagati. Ne govorim zdaj za vse, hočem samo povedati, kaj je mogoče en trend, tudi pri mladih. Danes je v bistvu včeraj, si se pogovarjal z eno mlado gospodično, ki je rekla, da lahko ima telefon v bistvu zraven sebe pri pouku, ker učitelj dovoli, da kalkulator uporablja, In je rekla, jaz test slikam, ga pošljem prijatelju, ki je doma, prijatelj mi test reši in jaz potem ta test prepišem, saj najbrž vi imate teh primerov sigurno še več. Ampak skratka, na ta način, da dejansko mobilne telefone mladi uporabljajo za vse in tudi približno ne razmišljajo, kaj so lahko posledice. Jaz temu rečem, da je to generacija, ki nima popolnoma nobenih omejitev, še zato, ker se mi zdi, da nas te omejitve še malo lovijo, da čez kakšnih par let pa upam, da bo vse skupaj malo bolj omejeno. Kar se tiče gesel, večkrat je bilo tudi povedano, kaj je treba glede tega delati. In predvsem dejstvo, da kar je enkrat na spletu, ostane tam zavedno. Jaz mislim, da je to treba tako mladim kot vsem ostalim povedati in ne glede na to, da piše, to se ne bo nikjer shranilo, se moramo zavedati, da ni nujno, da je to tudi resnica. Tako da toliko z najine strani, upam, da ste bili kaj uporabnih informacij, če pa slučajno kakšno vprašanje, povejte, če ne pa zaključimo. Še je kakšno vprašanje? Se je na kakšni od vaših šol zgodilo, da je kdo slikal test? Moj bratranec pravi, da zdaj študira geografijo, da vmes googlajo, medtem ko pišejo izpite. Tako da... Vse to. Kako? Samo znamenje, da je slabo sestavljeno sličice, da jaz googlam ni več. To sem se tudi jaz vprašala, ampak potem sem ugotovila, da bi mogli vedeti, kje je recimo Solčava, kar je v prvem letniku težko, Google zemljevidi pa to seveda vejo in je bilo potem zelo praktično tole pogooglati. Eno zanimivo dejstvo, ko ga je Lan tudi drugače omenil, je bilo, ko je mene tudi presenetilo na nek način, da mladi dejansko imajo telefone polne Snapchat screenshotov, se pravi screenshotov nekih situacij, nekih slik ljudi svojih, takih in drugačnih, ki jih potem v bistvu uporabljajo za širjenje in za to, da so center pozornosti, kar je tudi velik problem, pri vsemu skupaj. In da marsikdaj to lahko pride potem v napačne roke in v napačno rabo. Mogoče imam jaz eno vprašanje v zvezi z tem, kaj se recimo zgodi, če ti ukradejo telefon, a se ga da najti, lahko vi tukaj kaj pomagate. Pa še drugo vprašanje, če mogoče kdo recimo nadleguje z neznane številke, se lahko na vas obrnejo, če so vaši naročniki, če lahko tukaj pomagate, blokirate številko. Kar se tiče nadlegovanja, imamo tudi na spletni strani spisana pravila. Načeloma si je treba zapisati 5 takih dogodkov, ko nekdo nadleguje, ali je to klic, ali je to SMS. In v takih primerih potem mi načeloma ukrepamo na ta način, da se kontaktira uporabnika, ki nadleguje. Nikoli pa ne izdajamo seveda podatkov, kdo so te osebe, čeprav jih marsikdaj te, ki so nadlegovani, želijo dobiti. Se pravi, najprej je opozorilo, če to opozorilo ne zaleže, potem pride tudi do blokade lahko tega nadlegovalca. Prvo vprašanje pa glede sledenja, glede tega, da se ukrade. Dejansko telefonom mi ne sledimo, niti ne moremo slediti, ker v bistvu imajo večina pametnih telefonov v lastnem operacijskem sistemu možnost sledenja telefonu, ali so to aplikacije, ali pa recimo kot je pri iPhonu Find My iPhone, kar pomeni, da uporabniki lahko svoj izgubljeni telefon najdejo sami. Mi iskanje telefonov oziroma iskanje glede na telefon uporabljamo samo v primeru pogrešanih oseb, pa še to samo na zahtevo policije. Sami od sebe pa ne, gre za preveliko varovanje podatkov, da bi to delali sami. Pa še eno vprašanje, ker so recimo zelo pomembno, da imaš telefon zaklenjen z geslom, zato da ti ne ukradejo vseh teh osebnih podatkov. Kaj pa narediš, če najdeš telefon, ki ga potem ne moreš odkleniti, ker seveda ne veš gesla in ga torej ne moreš vrniti svojemu lastniku? A je tukaj kakšna rešitev? Ja, ena zelo aktualna zadeva
ki je krožila po Facebooku, in sicer je gospodična našla telefon, ker je bil telefon zaklenjen, ga ni mogla odkleniti, ni mogla pogledati, čigav je. Vzameš SIM kartico ven z telefona, na njej je zadaj 20-mestna številka, na SIM kartici piše, od katerega operaterja je, pokličeš tja, neseš na njihovo prodajno mesto, mi pa lahko po tej številki vemo, kdo je uporabnik tega telefona, ga obvestimo in stvar je rešena. Okay. Tako zelo, na hiter. Super, odlično, to me je vedno zanimalo. Kako? Če je naročnik oziroma če je pustil podatke pri operaterju, verjetno obstajajo potem še kakšni drugi mehanizmi, če recimo predplačnik opravil določeno število klicev na določeno številko, pa potem probamo sklepati, da je to eden od njegovih znancev, svojcev, ampak ja, v večini primerov mislim, da je to kar uspešno. Okay. Mogoče še glede tistega prejšnjega vprašanja, se vam dogaja, da se ljudje obrnejo na vas zaradi nadlegovanja? Ja, veliko. Vse, kar obračajo. Ja, dejansko tega ni malo, nam je pa marsikdaj žal, da ne moremo bolj pomagati v takih primerih, ker marsikdaj nadlegovalci tudi poznajo vse trike in v nekaterih primerih dejansko je edina rešitev menjava potem tudi telefonske številke. Danes je ta tehnologija tako poceni, tako preprosta in tako lahko dostopna. V industriji se reče temu recimo burner phone, to je telefon, ki ga kupiš na bencinski črpalki za 15 €, v katerem imaš telefon in SIM kartico in še prednaloženo imetje, ti narediš tistih par minut klicev, pošlješ lahko tudi 100 SMS-ov, ga vržeš v kanto za smeti in kupiš naslednjega. Seveda, ja. Še kakšno vprašanje z vaše strani? Ne, potem pa najlepša hvala še vama za obisk. Hvala. In tako smo počasi prišli do konca tegale našega dogodka. Vsem, ki ste ostali do konca, in bravo in hvala. In seveda še enkrat hvala vsem govorcem, ki so danes predstavili, mislim, da zelo zanimive stvari. Upam, da ste izvedeli kaj novega, da smo vas zbudili še več zanimanja za to tematiko. Nekaj ste ga seveda pokazali že s tem, da ste prišli. Mislim, da ste dobili tudi veliko nasvetov, kako mogoče zdaj naprej reagirati, a ne od prvega od tega, da se, ne vem, obrnete na nas, na našo spletno stran, mogoče naročite delavnice, predavanje za starše, Maja omenila tudi izobraževanje za učitelje, ki se nam zdi seveda vsem zelo pomembno. Vabljeni seveda vsi, da tudi na spletu pregledate priročnik, o katerem je več govoril Benjamin zjutraj, in ga tudi naročite. Kasneje, konec meseca bo tudi v tiskani obliki, z veseljem dostavimo. Potem pa seveda še spomnite se na tole na značko e-varna šola, kjer mislim, da je tudi ena odlična možnost za to, da se šola vključi v eno tako skupnost, kjer lahko izmenjuje mnenja in večkrat v stiku s tem, ker na enih takih konferencah večkrat sprejmemo kakšne dobre sklepe, potem pa čez kakšen mesec že malo padejo v pozabo. Zato je dobro, da smo s temi stvarmi čim več v stiku. Tisti, ki imate Facebook, tudi vsi je na Facebooku, tudi prek tega vas lahko spomnimo na vse te tematike. Tako da z vsemi temi pozivi za nadaljnjo akcijo se vam še enkrat lepo zahvaljujem za vašo pozornost, prisotnost in želim vam, vsem zaposlenim in seveda vsem otrokom in staršem na vaši šoli varno in prijazno na internetu. Hvala vam. Hvala.